Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Aida Mlakar in ja, danes se bomo lotili teme, ki bi morala biti na prioritetnem seznamu pravzaprav vsak dan. Govorili bomo o zaščiti naše kože pred soncem, zato ker se približuje poletje, pa kot že rečeno, zato ker bi bilo to dobro početi pravzaprav vsak dan v letu. Ja, tudi takrat, ko je oblačno, kajti UV žarki vsak dan prodirajo do nas in lahko rečemo, da zaščititi kožo pred soncem pomeni nekako tudi vlagati v kožo za prihodnost, zato da bomo imeli zdrav in mladosten videz, kar se da dolgo. Predvsem pa še enkrat poudarjam, da bomo imeli zdravo kožo. Govorili bomo tudi o trendih na tem področju, kajti tudi tukaj se je veliko spremenilo, nadgradilo. Pravzaprav trenutno nekako trend na tem področju stremi k temu, da se stvari kombinirajo, nadgrajujejo, da krema, ki ščiti pred negativnimi sončnimi učinki, hkrati tudi neguje in pa ja, ima tudi estetski učinek. Danes bomo predstavili kar nekaj takih izdelkov, ki združujejo vse te lastnosti, predvsem pa bomo danes zagotovo izvedeli veliko novega, kajti v naši družbi je Tika Hribar. Tika, eminenca na področju nege in zaščite kože pred soncem. Mislim, res si ne predstavljam boljše sogovornice na to temo. Midve sva že malo poklepetali o tem, zdaj se pa že veselim, da bova tvoje znanje vsaj delno lahko predali tudi naprej našim DM-ovkam in DM-ovcem. Hvala za vabilo, z veseljem sem ponovno tukaj in na moji najljubši temi. Ja, in veš, to je najboljše pri vsem skupaj. Ko človek o nečem rad govori, a ne, to pomeni, da tudi veliko ve, ker je to njegovo interesno področje. Ti se zdaj s tem res intenzivno ukvarjaš že dobrih 5 let, ker je res izjemna doba in ne nazadnje to zelo dobro kombiniraš tudi s svojimi lastnimi izkušnjami. Tako. Ne vem, če ste vedeli, Tika sicer prihaja z primorskega konca, tako da si bila tekom življenja res deležna veliko sonca, a ne? In hkrati tudi spoznala, kako zelo pomembno je, da se pred njegovimi negativnimi učinki zaščitimo. Res. Meni se zdi, povej, če se motim, da res mi že kar, ne samo v oddaji DM Live, nasplošno kot družba zelo opozarjamo, veliko več govorimo o tem, kako je lahko sonce tudi škodljivo naši koži, ampak me pa zanima, ne, ti, ki si svoha, a se ti zdi, da se to že kje v praksi pozna, so ljudje res kaj bolj pozorni, ali je še vedno treba poudarjati tiste basics oziroma osnovne stvari? V bistvu včasih se mi zdi, da je že veliko več ozaveščenosti, ampak jaz presojam tudi po svoji Instagram skupnosti, ki je pa zelo ozaveščena in je to res ena manjša skupina ljudi, kar ne moremo ravno posplošiti. Če potem gledamo na splošno populacijo, mislim, da so premiki, da je več ozaveščanja, a nažalost je tudi kroži ogromno dezinformacij, senzacionalističnih prispevkov, ki v bistvu mečejo slabo luč oziroma govorijo o neki škodljivosti filtrov, ki pa dejansko ni resnična oziroma ni nobenega dokaza za to. Tako da je kakšen 2 koraka naprej, pa kakšen nazaj, ampak jaz mislim, da so premiki. Tudi če sklepam po svoji Instagram skupnosti, kjer se je glede tega že veliko spremenilo, smo na dobri poti. No, samo da je trend pozitiven in verjamem, da tudi danes z vsem tem, kar bova povedali, koga spodbudiva, a ne, ali pa vsaj opozoriva na to, kako zelo je lahko sonce škodljivo. In prej sem tudi že omenila trende, a ne, ki se spreminjajo tudi na tem področju. Hvala Bogu, bomo rekli. Moj prvi spomin na mazanje s kremo ni najbolj prijeten. Saj se spomnimo, kako so nas starši, če smo imeli srečo, mazali s kremami, ki so bile zelo goste, lepljive, potem Bog ne dej, da si se kam usedel. Pesek. Ampak trendi so šli naprej in prej sem že omenila, sedaj ne govorimo več o izdelkih, ki ščitijo našo kožo pred negativnimi sončnimi učinki, govorimo tudi o izdelkih, ki negujejo našo kožo, ki imajo celo estetsko vrednost. Res je, trendi prinašajo razvoj v smislu večjo pravilnosti zaščitnih krem. Se pravi, da ni več samo zaščita v fokusu, ampak tudi nega kože, dodatna zaščita kože pred izsuševanjem, antioksidativna zaščita oziroma dodane sestavine, ki imajo še druge blagodejne učinke na kožo. No in midve, kot že rečeno, bova danes predstavili kar nekaj takih izdelkov, ki združujejo vse to. Dobra novica pa je, 30-kratne točke na vse danes predstavljene blagovne
pomembne znamke, Hada Labo Sun, Afrodita Sun Care, Nivea Sun in Pizbuin. Še ena dobra novica pa ta, da do nedelje tudi brezplačna poštnina za vse vaše spletne nakupe, torej odlična novica za vse tiste, ki se boste poslužili naše akcije, ki pa prav tako velja do nedelje, seveda v predhodni aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru, tako da dobrodošli, da to naredite. Midve med najinim pogovorom, ki bo danes res potekal izključno o izdelkih, ki nas ščitijo pred soncem, pa lahko te izdelke tudi opazujete v vaši spodnji orodni vrstici. S klikom na izdelek pospravite v nakupovalno košarico. Tudi danes pa smo pripravili dve lepi nagradi, to sta dva darilna paketa, ki bosta sestavljena iz izdelkov Hada Labo, tako da res lepa priložnost tudi za to, da vas malo podcrkljamo in tudi klepetalnica je že odprta. Ker smo v živo, lahko tiho vprašate, če vas kaj zanima, tudi naše moderatorke bodo pomagali pri odgovorih, no mi da pa tudi verjetno kakšno vprašanje še posebej izpostaviva, če se bo seveda recimo tiki zdelo pomembno oziroma da bo tako vse splošno, ki nas bo vse zanimalo, tako da kar dobrodošli, da začnete s tipkanjem, tudi pozdravite lahko našo gostjo. Absolutno. Tika, zdaj sem ravno razmišljala, a so mogoče določeni primeri, mogoče celo določeni poklici, kjer moramo biti pa še posebej pozorni, da res SPF uporabljamo redno in zelo, ali pa bom rekla še bolj dosledno, kot je sicer priporočeno. V splošnem, vsi, ki imajo zelo svetlo kožo, zelo občutljivo kožo na UV sevanje, kako to vemo? To je res zelo svetla koža, ki zelo hitro pordeči. To pomeni, da tudi prej pride do poškodb. Vsi, ki imajo anamnezo kožnega raka v družini ali pa tudi vsi, če gledamo malo bolj estetski vidik, posamezniki, ki imajo nagnjenost hiperpigmentacijam. Ti morajo biti res dosledni. Potem, ko govorimo, kar se že omenila poklice, je v bistvu pogosto vidim delavce ob cesti, vroče je, brez majic in so vijolične barve. Recimo, to je en tak poklic, ali pa tudi nekdo, ki kmetuje, dela na vrtu. Vsi poklici, kjer zahtevajo veliko izpostavljanja soncu, ker pač se dogajajo zunaj, so taki, kjer bi bila dosledna zaščita zelo, zelo priporočena zaradi zdravja, tudi če pustiva estetiko čisto ob strani. Zdaj sem se spomnila še enega primera, ko so recimo primerjali, recimo vozniki kamionov, ki so prav tako veliko na poti, včasih tudi s spuščenim oknom, kako velika razlika je recimo tisti del obraza, ki je bil njihov izpostavljen soncu in tisti, ki je bil torej na notranji strani, v notranjosti tovornjaka, koliko manj poškodb je imela torej ta stran in koliko več tista, ki je bila izpostavljena na soncu. Že tukaj je recimo en zelo tak plastičen, konkreten prikaz tega, kako lahko sonce zelo, zelo poškoduje našo kožo, ampak danes se bomo usmerili predvsem na rešitve in na to, kako lahko pa mi sami pomagamo, da se to ne zgodi. Torej vedno imamo možnost, da nekaj naredimo bolje in današnja oddaja je zagotovo priložnost, da izvemo kaj novega na tem področju. Prej smo že omenili, trendi so se kar precej spremenili, bom rekla, v zadnjem desetletju, že v zadnjem desetletju, kaj šele v zadnjih 30-40 letih. Če rečeva, še enkrat te povzemam, več namenski izdelki so nekako trend. Mi dve imava zdaj tudi pred sabo Hada Labo Sun Lotion za zaščito pred soncem, 50 faktor, 200 ml in lahko rečemo, da je to tudi izdelek, ki vsebuje pantenol in hialuronsko kislino, kar pomeni, da nekako zadošča tem novim standardom in ni več samo izdelek, ki nas ščiti pred soncem, ampak tudi neguje. Ja, sonce, sploh to je itak losion za telo, torej recimo namenjen, ko smo izpostavljeni soncu, če poenostavimo rečemo, da smo recimo na plaži in je pomembno, da ko smo izpostavljeni soncu in morju, sonce izsuši kožo. Poleg vsega, kar lahko naredi, gre tudi za ta učinek, kjer lahko pride do izsuševanja. In dodane sestavine, kot je hialuronska kislina, da lepo navlaži kožo in pa pantenol, ki pomirja kožo, tako da gre za nek tak skupek celovite nege, zaščite in nekako podpore koži ob teh izzivih, ki jih ima, ko uživamo na plaži. Torej, ta kombinacija bi lahko rekli, da deluje zelo pomirjajoče in blažilno, če nekako strniva. Kaj pa te fotostabilni filtri, ki se omenjajo, ko govorimo o izdelku Hada Labo Sun Lotion za zaščito pred soncem?
Kakšna je pravzaprav razlika med temi novo fotostabilnimi filtri in tistimi starimi filtri, ki so jih verjetno vsebovale kreme v preteklosti? Razvoj gre tu naprej. Pri recimo starejših filtrih to ne pomeni, da je z njimi kaj narobe, zato ker kreme so testirane po standardih in morajo zadoščati standardom. Torej, ne glede na to, kateri filter je uporabljen, je zanesljiva zaščita. Je pa res, da so z določenimi filtri starejših generacij precejšnje težave s stabilnostjo. To pomeni, da lahko recimo na soncu hitreje razpadejo oziroma lahko pač izgubijo nekako svojo moč ščitenja in če poenostavimo, rečemo, niso tako zanesljivi. In zato je razvoj se usmerjal predvsem v to, da bi filtri postali bolj stabilni. Se pravi, da niso take princeske. In dejansko sodobni filtri, ki zdaj jih rajš ne naštejem, ker jih je kar nekaj, so res iz tega stališča bolj napredni in posledično bolj zanesljivi in to dejansko lahko tudi prenaša nekoliko lažje, prijetnejše teksture. Vse je lažje, če so filtri manj princeske. No. Ta besedna zveza mi je bila všeč. Filtri so bili princeske, zdaj so pa že malo bolj kerelci. Dajme poizkusiti tudi strukturo. Veliko bova danes govorili tudi o tem, kajti tudi ta trend je zdaj nekako bolj usmerjen proti lahkim strukturam. Sploh, ker vemo, ženske rade po nanosu SPF-a dodamo še kakšna ličila in v tem primeru je še toliko bolj pomembno, da je struktura res lahka. Sicer pa tika imava tudi že vprašanja, bova malo razdelili, to je količino. Aha, kar pogumno. Ja, mogoče si nanesla pikico preveč, ampak sem si jo kar prisvojila. Brez težav, tudi jaz bom preizkusila. Torej, prvi izdelek danes, Hada Labo Sun Lotion za zaščito pred soncem s faktorjem 50. No, mislim, jaz sem si sicer dala manj količinsko kreme kot ti. Pri meni je že popolnoma upita. Ja, jaz sem malce več, jaz sem vedno pretiravam. Več je več. Ampak poznam že ta lotion, sem ga že uporabljala tudi recimo na počitnicah, je zelo prijeten, nežen, rada ga imam. No. In je brez vonja, kar imaš tudi rada načeloma. Zelo rada, čeprav to sem bolj za obraz občutljiva. Za telo me nič ne moti, če je kakšen poleten vonj, prav tako pa seveda me ne moti, če ga ni. Sicer, kakšne prednosti ima to, da recimo izdelek nosi tudi formulo Dry Touch, kot jo nosi izdelek, ki ga zdaj predstavljava? Ja, to so izdelki, na srečo stremimo k temu, nihče ne mara mastnih tekstur, zaostanka, pretiranega sijaja, beline. In v osnovi Dry Touch je usmerjen v to, da ni lepljiv občutek na koži. To pomeni, da se tudi ne prijemajo stvari na kožo in je to za vse, vsi imamo raje, da nismo taki pocasti. Tako je. Tako da je to glavna prednost Dry Toucha, je, da je nekako čim manj občutimo, da smo nanesli kremo. V čem je pa pravzaprav razlika med locionom, kajti to, kar zdaj predstavljava Hada Labo, gre za obliko losiona in recimo med kremo s zaščitnim faktorjem? Losioni so lažji, čisto poenostavljeno. Lažje se razmazujejo, bolj so tekoči, bolj so prijetni za uporabo in sploh recimo poleti, ko ne potrebuje naša koža toliko nege, ker je toplo, ker je veliko vlage v zraku, so recimo sploh za nego telesa oziroma za zaščito kože telesa, losioni dejansko bolj priljubljena verzija. Nič ni narobe s kremami, če nam ustrezajo, ampak običajno losioni ponujajo večkrat to Dry Touch ali neviden zaključek, ki je dejansko v večini bolj prijeten za uporabo. Tudi moškim, ki mogoče nekoliko manj, pa vendarle tudi že pridno sledijo recimo nekako temu trendu, zaščite pred soncem, še toliko bližji, zato ker moški pa res ne marajo, da se jim bokne, da je kam kaj lima, kaj dotika, to se mora res takoj upiti. Bi rekla, da je ta izdelek recimo primeren tudi za predstavnike moškega spola? Ja, absolutno. Jaz mislim, da moj mož tudi, sva tudi že skupaj porabila to kremo. Ja. Pri moških je sicer običajno še vedno tako, da jih mora najprej parkrat opeči.
Ampak res velja ta strah pred tem, pa ne bom, pa bom pocast, pa bom vse se bo limalo, name peklo, me bo, ne vem, 1000 in en izgovor običajno, ampak res dan danes se izbira kakovostnih losjonov tolikšna, vključno z primerom Hada Labo Tokio, da niti moški nimajo več izgovora. No? Točno tako. Tika, naša klepetalnica je danes res zelo aktivna, tako da jaz imam že tukaj le prvi 2 vprašanji zate. Vprašanje, ali se kremo in serum nanaša pred SPF izdelkom ali z njim? To se pravi, vprašanje kremo, verjetno govorimo o negovalni kremi. Tako. Vsa nega, ki ne vsebuje zaščitnega faktorja, se pravi serumi, kreme, ki jih nanašamo za nego kože, se nanašajo pred nanosom zaščite. Predstavljajte si, zaščita je kot nek ščit. Ona je dejansko seveda ni neprebojen ščit, najbrž bomo tudi o tem še kakšno rekli, ampak je kot zadnja plast, ampak pred ličili. Kar je nekako logično, ker če bi nanesli ličila in pol še SPF kremo, ne bi šle najbrž take nikamor. Bistveno je, da ko nanesemo negovalne izdelke, malce počakamo, recimo odvisno od koliko plasti si nanesemo, počakamo, da se stvari dobro upijejo. To je ponavadi od 5 do 10 minut. Na to nanesemo zaščitno kremo, spet počakamo 5 do 10 minut, zdaj bodo jezde name, kdo ima toliko časa zjutraj. Ampak ta časovnice se razlikujejo, odvisno kaj nanašamo in kakšne kreme, ampak res počakamo, da je površina kože bolj ali manj suha. In potem nanesemo še ličila. Tako da je v sendviču med ličili in nego. No in ko smo že ravno tudi pri ličilih, ki se jim seveda ženske tudi v poletnih mesecih, ko je treba seveda tudi to zaščito za sonce še dodatno nanašati, tekom dneva obnavljati, tudi takrat se jim ne odpovemo. In zelo smiselno vprašanje, hvala lepa, ker ste ga postavili, se glasi, torej, kako replicirati SPF, če nosimo make-up? Kakšno grozno vprašanje. Ja, ampak dejansko mene tudi zanima. Vem, težko je. Jaz tega absolutno ne maram, zato ker je tako nekako ena packarija vse skupaj. Več rešitev je, nobena ni optimalna, nažalost. Lahko si nanesemo sprej. Pri sprejih moramo pa pač imeti v mislih, da ustrezna količina. 1,25 ml. Sprejem bomo zelo težko se toliko nasprejali, da bomo ustvarili ustrezno zaščito, ampak za reaplikacijo je to še vedno veliko bolje kot nič. Potem imamo SPF stike. Se pravi, je stik, ki so narejeni tudi zaprav preko ličil in je tudi lahko en način, podobno kot sprej, da nekako elegantno naredimo reaplikacijo, brez da naredimo čobodro na obrazu. Spet in sprej in stiki niso ravno 100%, nobena zaščita ni 100%, ampak obeti opciji nista vrhunski, ampak nista pa tako slabi kot nič. Najboljše je, da vzamemo en lahek fluid, mogoče tudi kot je ta Nivein, in previdno potapkamo ustrezno količino. Ampak jaz meni obmisli na to, ker malo slabo postane. Tako da, glede tega pazimo. Probamo paziti čim več. Če ste sredi poletja, greste iz pisarne, želite narediti reaplikacijo, ne pozabite na pokrivala, očala, vsaj nekoliko se posprejajte. Tako, najdemo en kompromis, da ne zgubimo živcev zaradi tega, da nismo živčni zaradi tega in da smo vseeno čim bolj zaščiteni. Hvala lepa. Mislim, da je tole vprašanje, ki je mučilo mnoge ženske, tako da jaz sem to zdaj z veseljem prisluhnila in super si v bistvu tudi že navezala na naslednji izdelek, Nivea Sun 2 v 1 primer, dnevni serum z zaščitnim faktorjem 50. Vem, da si ga preizkusila, vem, da si zelo zadovoljna z njim, vem, da ga zdaj nosiš. Ja, spodaj ga imam, mogoče bi ga pa zdaj dala še čez, pa vidiva, kaj se zgodi. Odloči se sama, ampak najprej pa prosim zaupaj, katera neko posebno sestavino vsebuje torej ta Nivea Sun 2 v 1 primer, serum, ki torej je nekoliko lažje strukture že sam po sebi in zato tudi idealen za nanašanje dodatnih ličil. Ampak kaj pa tista sestavina, ki jo tako zelo upevajo? Najprej bi izpostavila res, da je zelo dober primer, se pravi zelo dobra podlaga za ličila. To je včasih težava, ko nanesemo, dostikrat se kaj posvaljka, preveč je. Recimo, tale primer Nivea Sun je res dober primer, preverjeno.
Potem pa je še obogaten z dodatnimi sestavinami, kot je recimo antioksidant likokalkon A. In kaj so antioksidanti? To so take sestavine, ki v bistvu našo kožo dodatno ščitijo pred UV-sevanjem, v smislu, da so kot eni gasilci, ki gasijo požare, ki se pojavljajo zaradi poškodb zaradi UV-sevanja. Ampak pri likokalkonu je še tam prednost, da ščiti še pred modro svetlobo. Aha, kaj je pa modra svetloba? Ja, saj to je zdaj ta. Ja. UV-sevanje, veliko govorimo o UV-sevanju, govorimo o UV-filtrih. No, sončno sevanje ne vsebuje samo UV-sevanje, ampak tudi vidno svetlobo. Večina vidne svetlobe ni nevarna koži oziroma ni škodljiva. Modra svetloba ima pa podobne škodljive učinke kot UV-sevanje. Ampak UV-filtri zelo slabo pokrivajo zaščito pred modro svetlobo, zato proizvajalci radi dodajajo v zaščitne kreme še sestavine, ki zaščitijo tudi pred modro svetlobo. In zakaj je to? Je predvsem pomembno za vse tiste, ki se borijo proti hiperpigmentacijam, zato ker modra svetloba je poznana po tem, da izzove in poslabša hiperpigmentacije. Tudi na splošno ima pač take učinke, ki jih ne želimo, sploh, če želimo ohranjati kožo mladostno, ampak pri hiperpigmentacijah je modra svetloba kar zlobna. Dobro, Tako da je dobro se potem pogledati, da imajo kreme zaščitne, pač kreme, serumi, tudi zaščito pred modro svetlobo, v tem primeru pa imamo pač likokalkon A. Hvala lepa za tole pojasnilo, predvsem pa tudi tale dodatna informacija glede modre svetlobe, da smo res mogoče na to dame in moški še posebej pozorni in da res tudi na izdelku mogoče preverimo, da torej vsebuje tudi sestavine, ki nam pomagajo pri zaščiti pred modro svetlobo. Prej sem že rekla, veliko bova govorili danes tudi o teksturi, glede na to, da gre za serum, glede na to, da gre za primer, pričakujem zelo lahko strukturo. Tako? Še? Še. Da vidimo za reaplikacijo. No, a boš? Ja, drži. Super. No, evo. Prikaz aplikacije. Tako. In tole kar, ne vem, zdaj, ker se ne vidim. Jaz te vidim. Ja, zdaj smo nanesli recimo tretjino potrebne količine. Pa kar gre, se mi zdi, no? Ni tako... Super izgledaš. Zaenkrat ne bi rekla, da si karkoli pokvarila make-up. Mogoče še pokaževa to zadostno količino, ker zdaj mogoče s tebi sem stisnila na roko, pa niso videli, koliko količine si nanesla. To se pravi, zdaj bova pokazali, koliko količine je potrebne za obraz. Še eno, ne? Ja. Recimo. Tako. Toliko nekako je količinsko dovolj. Četrtina čajne žličke, ja. Ja, za zaščito zgolj obraza. Tako, zgolj obraza. Brez skrbi bomo danes pokazali tudi, kakšna količina je pa potrebna, če želite zaščititi celo telo, oziroma to se pravi od vratu navzdol. Pridemo še do tega, res zanimivo oddaja. Všeč mi je, da sva takole zelo praktični, ampak kar se pa make-upa tiče pa... Je v redu, ne? Prav presenečena sem. Sem pričakovala, glede na teksturo. Saj zato je dobro tudi ta napredek, da dobivamo lažje teksture, ki nam potem omogočajo tudi lažje reaplikacije na nek način. Absolutno. In tole res zaenkrat izgleda fantastično. Ni ravno tako lahka, kot če ne bi imela ličil, ampak tudi ni grozno, ni neprijetno, no. Sicer pa še en multifunkcionalen izdelek. Za reaplikacijo. Za reaplikacijo in tudi, mislim, všeč mi je, kako si zdaj to pokazala, da smo lahko vsi videli, tako na lastne oči, da se da in da, čeprav mogoče je malo kontradiktorno, da bomo čez make-up nanašali še eno dodatno plast kreme, hvaležni si bomo, če ne mogoče zdaj pa čez nekaj let, ko se bomo zaščitili pred kakšnim ali madežem, pigmentnim ali dodatno gubo, ki jo bomo s tem pridobili. Tako, v nadaljevanju ostajava pri družini Nivea Sun, samo da se tokrat mogoče seliva še k ostalim delom telesa. Govorili bova o kremi Nivea Sun Protect Invisible Finish SPF 50. Torej, do zdaj sta pravzaprav predstavili samo izdelke, ki imajo faktor 50, tudi ti sicer, ponavadi uporabljaš prav ta faktor. Obstaja tudi faktor 100, ampak to je pa že v bistvu zdravilo, čeprav razumem. Ne, kot medicinski pripomoček.
Tako. Zato, ker je namenjen osebam, ki so v rizičnih skupinah. Seveda lahko uporabljamo tudi mi, ni kakšnih omejitev in običajno tudi priporočam pri hudih hiperpigmentacijah oziroma melazmi faktor 100, ampak za nas običajne ljudi, ki nimamo nobenih pretiranih težav, nismo v rizični skupini, je faktor 50 oziroma 50 plus. Odlična izbira. Invisible Finish, že samo ime tega izdelka pove, da nam obljublja v bistvu zaščito brez nenadležnih belih sledi, brez tistega občutka, da moramo zelo dolgo čakati, da se bomo lahko oblekli v svojo najljubšo poletno obleko ali pa mora biti v kopalke. In to je sigurno tudi ena od prednosti. Ponuja tudi visoko zaščito z nevidnim zaključkom in hkrati je primeren za vse tipe kože. Si mogoče zato, da preizkusiva še strukturo? Tudi to sem že enkrat preizkusila, zelo mi je všeč. Ti je? Super, odlično. Res je invisible, kar pomeni v bistvu, da to, kar si vsi želimo, da ni mastnega zaključka, da ni preveč sijaja, da nimamo občutka, da smo nanesli zaščitno kremo. Tudi moški so tega veseli, čeprav ta tako lepo diši. Tako lepo diši po 90-ih. Retro von, res. Kot včasih, ko smo šli starši na plažo, ne? Tako preslika, sem takrat teksture niso bile tako prijetne. Res je. Res je. Tole ima tudi mož za kolesariti, ker je taka prijetna, tudi njemu diši, tudi njega povrne nazaj v otroštvo. Všeč mi je, da se spreminjajo te teksture, ker da so tudi kreme za telo. Veliko se je namreč v zadnjih letih spreminjalo pri negi obraza. Pri telesu pa se mi zdi, da je še vedno malo zaostajalo, kar se tiče tekstur. Zdaj v zadnjih 2-3 letih pa je kar ni več izgovora, da ne bi našli ustrezne kreme zase. Se popolnoma strinjam, da zdaj na tem širokem tržišču res lahko vsak najde za sebe in tip svoje kože kremo, ki mu bo odgovarjala in ga hkrati ščitila pred sončnimi vplivi, negativnimi sončnimi vplivi. Vse kakšen vpliv je tudi dober, da ne bova zdaj... Seveda, ne gre nikoli za demonizacijo sonca, to bi res rada poudarila. Gre za to, da sonce spoštujemo. Tako kot spoštujemo elektriko in ogenj. Zelo dobro rečeno. Ogenj imamo zelo radi, nas greje, nam je fajn ob ognju, nam da čudovite občutke, ampak ne bomo dajali roke v ogenj, a ne? Zelo dobro povedano. Čisto podobno je s soncem. Še vedno lahko uživamo v vseh pozitivnih učinkih sonca. Jaz si ne predstavljam življenja v kleti, ampak ne imam rada sonce. Jaz se tudi ležim kdaj na soncu, sem pač po peti in namazana s faktorjem 50. Ni treba zdaj v neke skrajnosti, v neko paranojo, včasih se res vse skupaj tako obrne, kot da je sonce neka pošast. Ne, samo spoštovanje zahteva. Tako. Zdaj imam pa v roki ta veliko žlico in to z razlogom. Bova pokazali, koliko recimo je pa treba zdaj nanesti recimo tega našega Nivea Invisible Finish losjona s faktorjem 50, zato da bi zaščitili telo od nekje vratu dol. Koliko bova dali na to žlico? 2 žlici rabiva. 2 te žlici? 2 žlici rabiva, ja. 30 ml. 2 žlici, velike žlici, da ne bo kakšne pomote. 30 ml je za celo telo, mogoče za lažjo predstavo to je za en štamperle. 30 ml je ustrezna količina za zaščito celega telesa. Tako da, če ne porabite kreme v eni sezoni, je niste uporabili dovolj, oziroma še veliko prej, če ste recimo 2 tedna na morju, kreme ni več. Tako, ravno sem želela reči, še prej dejansko. Ja, bistveno prej, se odvisno koliko časa si na morju, ampak drugače, če je 200 ml, če deliva s 30, jaz v matematiki nisem dobra. Pa če apliciramo še večkrat na dan, tako da ne, absolutno. Še pa preveč sem... 150 ml, verjetno za kakšen mesec zelo, zelo redne uporabe, bi jaz rekla. Če smo res pridni. 150 deliva s 3 je za 4 uporabe. No, ampak če nismo cel mesec na morju, recimo, Ampak je za 4 uporabe. No, sej, nismo matematičarki, tako da rajš naprej. Hitro se porabi cela krema. Jaz imam več različnih, tako da pol niti ne vem, ampak v eni sezoni se porabi kar nekaj krem in če vam ostajajo kreme od prejšnje sezone, nekaj ni v redu, pač niste uporabili zadostne količine.
A bi lahko ta izdelek uporabili tudi za recimo nego otroške kože in zaščito otroške kože? Je kakšna omejitev tukaj? Jaz mislim, da se glede to nisem preverila, ampak ponavadi nad 3 leta ni kakšnih omejitev, sploh če otrok nima težav s kožo. Vedno so seveda možne kakšne reakcije, ampak to je pri vsej kozmetiki, ne govorimo samo o zaščitnih kremah, tako da jaz predlagam, da se v teh primerih držite navodil proizvajalca, kakor rečeno, nad 3 leta običajno ni nekih zadržkov. Tale krema naj bi bila tudi vodoodporna. Tako. To pomeni, da... Vodo, jaz raje uporabljam izraz vodorezistentna. Ni lep izraz, ampak vsaj ne implicira, da je krema neopren. Še vedno je to krema. Še vedno moramo reaplicirati na 2 uri. Ne glede na to, da je vodoodporna. Kaj pomeni, da je vodoodporna? Samo, da je bolj odporna na situacije, kjer je več mokrote. Če se veliko znojimo, ali če se kopamo, ali se ukvarjamo z vodnimi športi. V teh primerih bo eno nevodoodporno kremo dobesedno odplakano v 1 minuti dol. Vodoodporne kreme pa zdržijo med 40 in 80 minut, odvisno od oznake. Zelo vodoodporne kreme držijo 80 minut stika z vodo. Še vedno, ko pridemo mi iz morja, oziroma po 2 urah moramo ponovno nanesti, ker pride do mehanske obrabe, jo zdrgnemo, se po brisačah malo povaljamo, kaj peska zdrgne. Krema ni neprebojen ščit. Tako da, če smo v UV intenzivnih razmerah, kot je plaža, sploh z vodo, vodni športi, plavanje, tudi ne vem kakšna odbojka, kjer se vse dol zdrgne, se preznojimo, je treba nanašati na 2, maksimalno 4 ure. 2 do 4 ure. To si tudi velja zapomniti, ampak raje na 2, a ne? Zelo odvisno tudi od situacije. Kje smo, ali smo v senci, ali smo res cel dan na soncu. Če smo na soncu, poskušamo ne biti, ampak seveda, če se zabavamo na morju, športamo, je na 2 uri brez vprašanja. No, ampak kaj pa, če smo recimo, če pa to nek splošen naš dan, ko gremo v službo, pa kaj je dovolj, da recimo enkrat zjutraj naredimo to in smo potem recimo nekako okvirno zaščiteni? Ja, mislim, poleti ne. Po zimi vsekakor. Vsaj jaz, uradna priporočila so 2 do 4 ure, ne me narobe razumeti. Ampak jaz mislim, da je treba stvari narediti življenjske. Se pravi, tudi zdaj poleti, če smo cel dan v pisarni, nanesemo zjutraj in pred odhodom domov namažemo, recimo po 6 do 8 urah. Če gremo peš domov in gremo po soncu, je pa smiselno narediti reaplikacijo. Jaz ponavadi sicer grem domov, pa raje dam vse dol, pa še enkrat namažem, pa grem potem na daljši sprehod. Po zimi reaplikacije res, če smo dejansko izpostavljeni nekemu soncu. Gremo na sprehod, seveda je treba upoštevati, a športamo zunaj, a gremo, se sprehajamo z otroki, smo na igrišču, 1001 aktivnost imamo. Skratka, vsak pri sebi presodi, koliko je izpostavljeno v sevanju in temu skladno prilagodi reaplikacije. Spet, uradno priporočilo 2 do 4 ure. Jaz bi rekla, pač res, če nismo, kot pisarniški primer, po 6 urah, 8 urah je v redu, če smo pa na plaži, pa na 2 uri. Super, tudi to si velja zapomniti. Danes je kar nekaj teh točk, ki bi si jih jaz zdajle, če bi lahko še kar malo zapisala zraven, ampak še dobro, da si lahko oddajo DM Live pogledamo tudi za nazaj, tako da če vam bo katerakoli od teh informacij zbežala iz glave, imamo vedno priložnost in možnost, da Tikine nasvete še enkrat pogledamo tudi za nazaj. No, naslednji izdelek pa v bistvu omogoča varno porjavelost brez kompromisov pri zaščiti. Torej, Peace Buin Tan and Protect losion z SPF-om 30. Izdelek, ki torej kombinira zaščitni faktor 30 in tehnologijo, ki spodbuja nekako, da naravno hitreje porjavimo. Tale losion torej obljublja na nek način zaščito kot porjavelost. A to deluje? A je to možno? Losion vsebuje sestavine, ki spodbujajo nastanek našega naravnega pigmenta melanina. Se pravi, hitreje porjavimo. Še vedno pa sprejemamo ob tem kompromis. Ja, bolje je, da če se že, jaz razumem, ljudje se še vedno radi sončijo, to je človeško, tudi kar se tiče same ponudbe tovrstnih izdelkov obstaja, zato ker za njih obstaja povpraševanje. Spet človeško, nekateri so radi na soncu, nekateri so radi rjavi. In ta izdelek lahko z tega stališča, ker nekoliko pohitri to naravno pigmentacijo,
kože, da nekako potrošnik oziroma uporabnik se nekoliko manj izpostavlja soncu in je vsaj zaščiten. Če že. Je pa dejstvo, da je recimo nastanek pigmenta, našega naravnega pigmenta melanina, posledica tega, da se koža brani pred poškodbami. To pomeni, da pač porjavitev nakazuje na nastanek poškodbe. Tako da previdno in po pameti, nič pretiravati s sončenjem. Izdelek ima SPF 30, mi so sicer danes, predvsem vsi izdelki, to zdaj so imeli faktor 50. Zdaj me pa zanima, kaj to v praksi pomeni, torej kako dolgo traja zaščita s faktorjem 30? Ne govorimo zdaj že nekaj časa več o trajanju. Včasih smo dejansko tako opredeljevali zaščito, potem, da smo rekli, faktor 50 ščiti 50-krat dlje, kot če smo brez zaščite. Se pravi, nekje v 10 minutah naša koža pordeči in pol 50-krat 10 minut, se pravi 500 minut naj bi bili zaščiteni. To seveda ne velja, razen če živimo v laboratoriju, kjer so to testirali. Kot rečeno, krem je treba obnavljati, zakaj? Že zaradi mehanske obrabe, pa tudi filtri, seveda modernejši filtri so bolj stabilni, ampak še zmeraj ne moremo kar računati na to. Tako da, kar se tiče te dolžine trajanja, to več nima nekega smisla, ker so to v laboratorijskih razmerah, kar je za nas brezpredmetno. Nam pa pove, recimo, da zaščita 30, govorimo zdaj, kar je relevantno v tem smislu, koliko žarkov prodre do naše kože. Pri zaščiti SPF 30 je zaščita tega prestreganja žarkov 97%. To pomeni, da 3% žarkov še vedno pride do naše kože in povzroči neke poškodbe. Dejstvo je, da 100% zaščite ni. To moramo vzeti v zakup. In čeprav se morda te 3%, sej to ni nič, za nekoga, ki je v rizični skupini, ki ima težave s hiperpigmentacijami, je ta razlika lahko ključna. In recimo faktor 50 pa prestrega 98% uvesevanja. Faktor 100 pa 99%. Spet marsikdo reče, pa to 1% gor dol. V bistvu je kar precejšnja razlika, tudi če bi primerjali, kako ljudje kako pride do porjavitve ali opekline, da pač seveda pride prej pri nižjih faktorjih. Tako da je pomembno, jaz sem tam zlata sredina, 50 je. Bova preizkusili še strukturo, ker tudi tokrat gre za losjon, pa vsaj po mojem mnenju zelo, zelo prijetno diši. Sem zdaj malo izkoristila priložnost in ga tudi povonjala med tem, ko si nam dajala nove informacije. Zelo diši. Ja, zelo, Ja, zelo, zelo prijeten von. Ta pa res lepo. Pa nežno, nič prav. Ja, ni vsiljiv von. Taka prijetna meglica bo šla za vami po plaži oziroma bazenu. Pitsbuin drugače je ena izmed prvih, oni so pionirji, kar se tiče izdelave UV filtrov oziroma zaščitnih krem. To pa zato, ker je takratni študent kemije Franz Greiter, mislim, da leta 1938 se je povzpel na goro Pitsbuin in ga je tam opeklo, zelo opeklo. In se je odločil, da bo ustvaril zaščito kremov. Nikoli več je rekel in hvala gospodu. Zdaj sem pa Franz Greiter. Francu Greiterju, tako. In res tudi zelo, zelo prijeten von. Ta pa tako kot en tak niš parfum. Ja, mislim, dejansko, ker poleti mogoče te močni voni niti niso tako zelo zaželjeni, je že recimo nanos izdelka, ki takole prijetno diši, lahko pravzaprav dovolj. Če ima radi prijetne vonje, pa mislim, da bo tudi zadnji izdelek danes prinesel pravo aromaterapijo, sej že malo veš, o čem govorimo. Afrodita san, marmelada, sani mango, ne povem 100% naravne sestavine, tudi mangovo olje, kartijejevo maslo, korenčkov izvleček. Skratka, bom rekla, same dišeče stvari, pa da ne bova samo govorili, deva, Tika, mislim, da je čas. Tole pa bom poletja. Ne sicer povem, da imate... Ti je všeč? Ja, to meni tako diši. Takoj me preslika na eno jaht.
A res? Ja, tako, taka aromaterapija mi je poletna. Ja. Pa tako luksuzno, ne nekako. Zelo. Ja. Naj povem sicer, da ima Nivea v tej svoji Afrodita Sun marmelada liniji ogromno različnih vonjav, zelo barvita paleta, tako da le pogledajte si jo v DM ali pa v aplikaciji Moj DM, tako da si lahko seveda zberete tisto, ki vam je najbolj všeč, čeprav meni tale mango, mislim, nimam pripompa, ne? Jo, lepo je. Nič presladko, nič tako, šik mango je. Kako ti sicer uporabljaš marmelado? Za sončenje ali na kakšen drugačen način? Ne, jaz se ne sončim. Ja? Ampak marmelado sem že večkrat uporabila tako, da jo uporabljam za estetske namene. Za sijaj, tako in malo podari ene takega zagorelega videza, sicer blago. Meni je to čisto všeč. Tudi bleščice ima notri, a ne? Res za nekako aromaterapijo, pa tisto, da se na plaži počutim malo taka kraljična, ki se mažem, taka poletna princesa. No, tako da ja, uporabljam, ampak ne za sončenje. Ne. V bistvu, zdaj me je prešinilo, lahko jo uporabimo tudi zvečer, a ne, kot balzam za naše telo, oziroma recimo predvsem za predel nog, a ne, ki so mogoče sploh v teh poletnih mesecih še bolj izsušene, ne, bolj suha koža je tukaj od kolen dol in kar se pa tega tiče, pa marmelada res ekstremno gostljata. Je zelo hranljiva. Se vidimo že tukaj po tele strukturi. Prej smo imeli večinoma opravke z losjoni, a ne, ki so bili dovolj. Tukaj pa... To je zelo bogato, ja. Poglejte, a ne? To je res kot marmelada, tako. Ja. Ja, sej zato se je pa reče, verjetno marmelada, ne? Ne, fantastičen von je pa res, ne moreš se ga naveličati. Mogoče še eno vprašanje, zdaj mi je padlo na glavo, če dam primer, a ne? Kaj pa, če bi mi marmelado, ki sicer nima faktorja, a ne, namenjena je torej hitrejši porjavitvi, uporabili v kombinaciji z zaščitnim faktorjem? Ja, to je edini način, ki ga jaz priporočam za uporabo marmelade. Zdaj sicer seveda ljudje imamo radi sonce in se radi nastavljamo soncu, tako da če že, dajmo to skombinirati z zaščitnim faktorjem. Kako? Treba je pač previdno vseeno, zato ker je marmelada zelo gosta in ne želimo narediti ene čobodre in razredčiti filtra. Tako da najprej namažemo losjon, recimo počakamo, da se vpije, da je res čisti dry touch in potem nanesemo marmelado. Če smo na plaži, sploh če se res izpostavljamo soncu, ne smemo pa spet pozabiti na reaplikacije. Torej na 2 uri ali 4 maksimum, tako da če bomo nanesli še eno plast zaščitne kreme, se pravi SPF-a, moramo malce to marmelado prej odstraniti. No, vse odvisno. Saj se tudi kar vpije, ni tako, po 2 urah je nekako se že, ampak je fajn tudi malo pobrisati, zato da preden nanesemo novo plast zaščite, da bo ta pač potem res ščitila. Tika, malo naj jo že čas preganja, ampak danes je bilo res toliko enih stvari za povedati. Hvala seveda tudi za vsa vaša vprašanja. Se opravičujem, ker nismo mogli odgovoriti na vse, mislim, vsaj Tika ni mogla, so pa za to poskrbele naše moderatorke, tako da verjamem, da ste prišli do tistega, kar ste iskali. Danes je bilo res povedanega veliko, tako da imejte v mislih, da si lahko dajo zavrtite tudi za nazaj in kakšne stvari še enkrat poslušate, preverite. Držim pa tudi pesti, da se boste znašli med torej 2 nagrajencema, ki jo bomo razglasili najkasneje do četrtka na DM-ovi spletni strani in boste prejela paket z izdelki Hada Labo, tako da res čudovita nagrada. Držim pesti za vse vas. Prav tako aktivirajte kupone 30-kratne točke od danes pa do nedelje, tako v prodajalnah DM, kot tudi, če boste nakupovali preko spleta. Naslednjič se vidimo v 1. junijski oddaji in jaz se že veselim, to bo 3. junija. Tema pa fantastična, sploh za vse tiste, ki mogoče načrtujete družino ali pa ste že v veselem pričakovanju. Govorili bomo o novem DM Baby bonus, ugodnostih za nosečnice in starše, tako da super tema. Verjamem, da boste v naši družbi. Do takrat pa vse dobro.